Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V času ustvarjanja naše oddaje, pa tudi takole, ko smo se malce pogovarjali, sploh kadar smo se pogovarjali z vrtičkarji in z vrtnarji, ogromno krat se je zgodilo, da smo prišli do imena Rudolf Steiner in Marija Thun. Potem pa sem raziskovala naprej in sem ugotovila, da ja, nekaj literature o tem absolutno obstaja, ampak ni pa tako zelo dostopno ali pa mogoče na prvi klik ne najdeš vsega, kar je dobro, človek mora raziskovati za svoj napredek. In absolutno me je zanimalo več. Trenutno nisem v nekem stanju svojega življenja, da bi lahko imela svoj velik vrt, ampak vseeno me zanima biodinamično kmetovanje. Kaj biodinamika pravzaprav uči? Oziroma danes bomo spoznali, kaj pravzaprav nam je želela povedati Marija Thun, ki je sicer prestopila dimenzijo oziroma šla na drug nivo, če lahko tako rečem, v leto 2012. V svoji družbi pa hvaležno pozdravljam gospo Meto Vrhunc. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tudi z moje strani, sem vesela. Hvala lepa, ker ste se odzvali. Z veseljem. Za začetek, kakšen je bil oziroma kakšen je vaš odnos z Marijo Thun? Ja, po pravici povedano je to moja druga mati. Jaz sem živela 27 let v Nemčiji in sem tam po tem, ko sem se poročila in imela otroke, srečala zapuščino Rudolfa Steinerja. In z boleznimi otrok najprej sem se srečala torej z antropozofsko medicino in bila presunjena, ko sem videla, kakšne stvari antropozofska medicina zdravi in na kakšen način. Ko sem potem tudi šla, naprimer, k zdravniku, k antropozofskemu zdravniku, me je najprej vprašal za odnose v družini, potem je pa rekel, da me bo zdravil planetarično. Eno in drugo, jaz nisem mogla takrat sprejeti, ker sem si mislila, jaz sem prišla zaradi tega, ker me rama boli. In potem, ko je dr. Lauinger me dobro pozdravil in ko so za mojega sina antropozofski zdravniki najdli odgovor, ki ga običajni zdravniki z vsemi svojimi napravami in laboratoriji niso mogli najti, sem z veliko pozornostjo nekako in odprtostjo in hvaležnostjo pravzaprav sprejela možnost, da gredo moji otroci v antropozofski otroški vrtec in antropozofsko šolo, Valdorski otroški vrtec, Valdorsko šolo. In tam sem bila jaz potem drugič izjemno, kako naj rečem, presunjena. Do solz resnično me je pravzaprav ganilo, ko sem videla, kako drugačen pristop je, da ena šola ne polni človeka samo z nekim znanjem, ki je tako ali tako zastarelo, prednji učbenik napisal, že takrat je bilo zastarelo, ampak obravnava človeka, otroka, učenca kot celostno bitje in ga vzgaja tako v intelektualnem smislu, kot tudi v duševnem smislu in mu pri vzgoji ga priuči temeljnih praktičnih sposobnosti. Od recimo kovaštva, mizarstva, do oblikovanja gline, do šivanja in vse skupaj spremlja seveda z ogromno umetniških predmetov, od prvega razreda en inštrument, od četrtega dva inštrumenta in tako naprej, tako da se duševno krasno oblikuje. No, potem sem pa, morate si misliti, enkrat dobila v dar od neke gospe, eno tako knjižico, zelo podobno pravzaprav tejle. Ja, kaj? A Steiner pozna tudi metodo pridelovanja? A res? Ja. Potem sem se pa jaz tudi zanimala, kaj pa zdaj to je. Antropozofija, Steinerjeva zapuščina je fenomenalna, polna neverjetnega bogatstva, ki ga ves svet nujno potrebuje. Dobro, ampak na področju kmetovanja takrat še nisem vedela veliko. Potem sem pa zvedla, se informirala torej, da je to metoda, ki obstaja od leta 1924, razširjena po celem svetu, ki omogoča ohranjanje trajne plodnosti tal, omogoča ohranjanje ekološkega ravnotežja in pri tem zelo visoke pridelke, take kakovosti, da niti rastline ne degenerirajo, to se pravi, da jih ima lahko kmet 20 let ali pa 30 let in od svojega ponovno seje, da so ti pridelki tako polni vitalnih energij, da tudi pri živalih ni problem neke degeneracije, neke sterilnosti, nekih bolezni sploh, kot jih danes imamo, in da tudi človek, ki se s tako hrano prehranjuje, to se pravi, ima statistično dokazano recimo mnogo manj alergij, že otroci v osnovnih šolah, mnogo manj drugih bolezni. In da je to hrana, ki preko tega, da človek
svoje fizično zdravje z njo absolutno gradi, omogoča tudi človeku v bistvu njegov razvoj. Razvoj na področju duševnega in duhovnega. In veliko sem si lahko predstavljala, kako gre s pridelovanjem hrane. Sem bila nekako seznanjena, tudi v Študgartu sem imela 10 arov svojega vrta, ampak kako, da bi hrana lahko prehranjevala človeka tudi na področju duševnosti in duha in mu s tem pomagala, da se kot zagotovo bitje v razvoju, ker to na zemlji zagotovo vsi smo, lahko zdaj samostojno v fazi, v kateri človeštvo je, to se pravi, bori za svoj napredek, da dobi sam odgovore na bistvena vprašanja in gradi tisto, kar mu kot človeku omogoča neko boljšo bodočnost. To je bil za mene pravi izziv. In sem takoj šla v gospe Thun. Čim sem jaz to vedela, jaz sem šla v gospe Thun. To je bilo leta 1985 in gospa Thun je bila takrat že po celem svetu znana, kar je mene izjemno presenetilo je bilo, ona si je vzela cel dan časa za mene. Pa kdo sem bila jaz za njo? Nihče, tabula rasa. Ja, cel dan si je vzela zame. Vsa polja mi je pokazala. In potem sem bila povabljena na gulaš. Pa sem pa mislila, antropozovi se vendar ne jejo mesa. Ja, Margareta, ja. Treba je vedeti, zakaj ta žrtev živali je potrebna. Ni tako zelo enostavna cela zadeva, tudi s prehranjevanjem je vse zelo smiselno. Rastlina ropa zemljo. Ja. Žival parazitira na rastlini. Mi parazitiramo na rastlini in na živali. Ampak vse to ima svoj smisel, zaradi tega, ker je cela narava na nek način po nekih stopničkah zgrajena. Mineral je še mrtev, rastlina je že živa, žival ima že dušo in človek ima duha. In ta duh, ta duševni razvoj človeka je absolutno v ospredju. No in gospa Thunova je videla, da jaz zadevo resno mislim. Jaz sem rekla, jaz hočem to mojim Slovencem približati. In je bila takoj za to in sva prvi dan sva sklenili, da bova skupaj v Sloveniji to metodo nekako poskušala etablirati. In je ona bila, ne bom rekla neštetokrat, ker neštetokrat ni čisto točno, ampak izjemno pogosto je bila v Sloveniji in sva imela na stotine predavanj, resnično na stotine predavanj, si težko predstavljate. Če zdaj gledam nazaj od leta 85, že nekaj let minil, tle je že 30 let, zgodovina je dolga. Ampak gospa Thun je moja druga mati. Ker jaz sem bila prej tipičen karierist, jaz sem ekonomist in prevajalka in nisem poznala v življenju pravzaprav dotlej nič drugega kot pridno delati, veliko zaslužiti, kaj si privoščiti. In gospa Thunova je postavila osmišljanje življenja za mene popolnoma na glavo. Ja. Ni pomembno, to se pravi, kaj si v življenju pridobil, pomembno je, kako si kot osebnost napredoval. Mi imamo oči zastonj, ušesa zastonj, nos zastonj, roke zastonj, srce zastonj in imamo tudi obvezo, da na nek način duhovnemu svetu, ki nas je zgradil, zato nekaj vrnemo. Skratka, človek se mora počutiti kot soustvarjalec na tem svetu in mora tako tudi agirati. In če te naloge ne izpolni, če je sebičen in tako naprej, pa je bogatstvo lahko še ne vem koliko, njegovo življenje ni uspešno. Tako in sva se potem lotila in danes, hvala Bogu, bom rekla, ta metoda je v Sloveniji dobro razširjena, imamo 16 društev, ki se ukvarjajo z biološko-dinamičnim gospodarjenjem. Imamo samostojno, torej Demeter organizacijo, to so kmetje, ki pridobivajo s to metodo svetovno blagovno znamko in so polnopravni člani svetovnega združenja Demeter. To je krasna stvar. In če samo naše društvo pogledam, mi imamo skoraj 400 članov in druga društva tlele, ogromno ljudi in že dalj časa torej to metodo prakticira in je prepričanih v trditve, ki so sprva zelo neverjetne. Potem je pa malce lažje. No, zanimivo, jaz sem tudi preverila, kaj za Marijo Thun piše na Wikipediji, tale trenutek si lahko pogledate. In malce suhoparno napisano, brez kakšne take konkretne vsebine. Pa me zanima, Marija Thun in astrologija, pa biodinamično kmetovanje, kako je to povezano med sabo? Nikakor. Nikakor? Dobro. Torej, gospa Marija Thun je Steinerjeva učenka.
religiozno vzgojena, evangeličansko. Njen mož je bil slikar, in sicer cerkveni slikar. Najprej torej to, da se je ukvarjala z antropozofijo, je rahel konflikt med religijo in antropozofijo. Ampak Steinerjo je fasciniral in ona je začela delati njegove vaje. In je potem pri praktičnem izoblikovanju mišljenja, nekako pri opazovanju rastlin, torej prišla na to, da rastline ne rastejo vedno enako. In iskala odgovor na to, se je vendar enaka prst, se je vendar seme iz iste vrečke, ne? Kaj je tukaj narobe, kaj igra neko vlogo, ne? In je potem šele bila pozorna na to, da je Rudolf Steiner v enem od svojih predavanj rekel, da Zemljo napajajo energije življenja, ki pritekajo iz zodiaka. Ja. In je rekel zraven še, nič naprej izvedel, in je rekel zraven še, ampak nihče se še ni potrudil, da bi to raziskoval. In se je počutila poklicano za to. De facto. Ampak astrološki aspekt zodiaka, obravnava zodiaka je star 3000 let, takrat ljudje niso razpolagali s takimi možnostmi za raziskave in tako dalje, so imeli intuitivna zaznavanja. Ljudje so vedeli, da iz zodiaka pritekajo vitalne energije in so iz občutka neke pravičnosti pač vsakemu od 12 zvezdi dodelili 30% v 360 stopinskem krogu te kozmične maternice, ki naš sončni sistem obdaja, ne? Gospa Thunova je pa pozneje v sodelovanju, seveda, tle je bil Suso Fetter, predvsem iz Zvezdnega konzervatorija v Švici, veliko sodelovala in je pravzaprav z opazovanjem rastlin nekako ugotovila, da je gibanje planetov našega osončja, predvsem Lune, pred določenim ozadjem razlog, da rastlina razvija enkrat več korenin, enkrat več listov, enkrat obilneje cveti, enkrat naredi več plodov, in je potem iz teh svojih raziskav pravzaprav revidirala astrološko delitev, ne? Ona je ugotovila točno, to se pravi, kje se neha na primer vpliv ozvezdja Device, kje se začne vpliv ozvezdja Tehtnice in tako naprej, in to je bistvene razlike so, ne? Zaradi tega tudi v koledarjih, ki jih srečujemo po svetu, ne samo v Sloveniji, ne, moramo najprej ugotoviti, da so v astrologiji ali v astronomiji utemeljeni, ker so tam bistvene razlike. Bistvene razlike, ampak neizpodbitno dejstvo pa je, da je uporabljala zvezdne karte in opazovala rastline. Točno tako. Odlično. Tako se mi zdi, da se veliko ukvarjamo z vprašanjem, kako hraniti svoje telo, ampak manj se pa ukvarjamo z vprašanjem, kako hraniti rastline, oziroma mogoče tudi tla. Bi lahko rekli kakšno na to temo, oziroma mnogo vrtičkarjev, vrtnarjev, mogoče celo živi v prepričanju, da brez gnojil ne gre. Kakšen je pa vaš odgovor na to? Lejte, tale zapuščina gospe Thunove je izjemno obširna in midve danes niti slučajno ne morava temeljito obravnavati vsega. Že to, kar ste zdaj nanizala, bi zahtevalo pravzaprav več oddaj, ne? Je enostavno tako, da mi našega zdravja ne moramo obravnavati ločeno od zdravja rastlin. Mi se moramo vprašati, kaj naše zdravje je, naša vitalnost. In moramo najprej ugotoviti, da nima veze s telesno težo. Ja, da je to nekaj drugega, ne? Ja, tako je. Torej, biti debel ne pomeni biti zdrav. Človeško zdravje je na eni strani torej napajano iz kozmosa, ja, za ohranjanje in nadaljnjo izgradnjo je pa najbolj pomemben vir vitalnih energij rastlina. In mi enostavno ne moramo pričakovati, da nas rastlina katerakoli lahko v tem duhu hrani, ne? V tem duhu hrani, da krepi našo vitalnost. Samo rastlina, ki je vitalna, te energije tudi ima. Torej, mi lahko v bistvu pozabimo 90% hrane na slovenskem trgu in jo kot tako diskvalificiramo, ker če kmet, ki pridela na primer neko žito, zaradi slabe kaljivosti, zaradi degeneracije tega žita ne more ponovno sejati, ker enostavno ni kaljivo, ja, potem je to zunanji znak neke slabosti, ki, če to služi kot hrana, človeku ne more biti vir njegovega zdravja, ampak je lahko vir njegovih problemov, da zamolčiva trenutno, recimo koliko je še primešanih trupov iz moderne pridelave, ne? Torej, mi moramo si najprej ozavestiti, kaj naše zdravje je,
in na kakšen način ga napajamo. Jaz sem rekla, rastline so najbolj pomemben vir in skrbeti za zdravje rastlin je eminentno pomembno, rastlina pa ne more v strupenih tleh dobro rasti. Rastlina tudi rabi svoje pogoje in predvsem jo ne smemo forsirati. Če eden vam reče, naredite mi to in to, boste voljno to in to naredila. In bo prišel čez pol ure, naredi mi to in to v pol krajšem času, boste voljno naredila. Bo prišel spet čez naslednji dan in bo rekel, naredi mi to in to, ampak prosim v 1 minuti. Enostavno je vsak živ organizem enkrat postavljen pred meje tega, kar zmore. In mi danes od rastline zahtevamo, da bo naredila ne vem kakšne plodove in ji potem tudi pomagamo s snovmi, ki ji omogoči narediti neke velike plodove, ampak kot rečeno, telesna teža ni enaka zdravju te rastline in so tudi potem preforsiranje in jih izgubljamo. Skratka, mi moramo tla tako pripraviti, da bo rastlina zadovoljna in z veseljem tam rasla. In tlele je seveda način, kako se to dela pri biodinamiki vzoren, da se ne bova zdaj v to spuščala. Potem je seveda za rastlino treba skrbeti, pomeni, kvaliteta semena mora biti dobra. In to, kar vi kupite danes v normalnih semenarnah, so v glavnem semena, ki so selektirana po visokih pridelkih. Mi pa ne rabimo visokih pridelkov. Jaz ne rabim takega krompirja, jaz rabim zdrave. Ja, seveda. Skratka, potem je to ta drugi aspekt, je druga, zelo bistvena stvar. Potem je pa seveda predelava vprašljiva in najbolj pomembno pri vsem skupaj je potem še, da se zavemo tudi, da se pa človek z vitalnimi energijami lahko napaja tudi na drug način. Namreč preko čutil in preko čustev. In da je eminentno pomembno za človeka in za njegovo zdravje motivacija za njegovo življenje. In če mi danes pogledamo, koliko je depresivnih ljudi v naših razmerah, v naši družbi, lahko samo rečemo, da zdravje na fizičnem nivoju je mogoče celo sekundarnega pomena. Da mi moramo, kako naj rečem, se malo vprašati, na kakšen način pa mi bolj usmišljamo naše življenje, lahko to se pravi, da se motiviramo za življenje in se potem iz teh virov človek, ki se postavi v nalogo, v potrebo sveta s svojimi sposobnostmi, na nek način od znotraj osonči, od znotraj krepi. Tako da tlele je veliko stvari, ki jih ta Steinerjeva antropozofija odstira in ki človeku res pomagajo, da živi malo drugače, malo. Jaz resnično mislim, da bistveno drugačno življenje, ampak glejte, jaz sem sigurno v Nemčiji zelo dobro živela, ampak to, da sem zdaj kmetica, je sigurno boljša varianta. Odlično. Najlepša hvala za tale pogovor. Mečken uvodni oris vsekakor sva naredili in hvala še enkrat. Na /2 klepet@kavi.si pa lahko že tale trenutek preverite in pogledate vpliv lune na rastline, kdaj, zakaj in na kakšen način en tak oris smo vam naredili kot pomoč, da boste tudi sami kaj ustvarjali. Naj vam bo svetleto. Hvala lepa.